Mi pa na teren in kje se mudi naša Pija. Ja, pri zavodu oziroma v zavodu Stripolis, ki je v preteklem letu prestopil tudi na založniško pot, so prevzeli tudi določene založniške dejavnosti in pogovarjali se bo na terenu Pija o njihovem prvem stripu Graščina Zlati časi, ki je šel v sozaložništvo skupaj s prav tako za strip specializirano založbo Grafit. Ta založba je dala bisere, kot so Asterix, Garfield, Snoopy, zelo poznani, vsi poznamo te stripe. Pred nekaj tedni pa je šel že drugi del znamenite francoske stripovske sage Graščina, ki nam bo povedal, kako je Racak Herbert do Graščine sploh prišel, kako je spoznal zmaja Marvina in kako je v Graščino zvabil mačjo Kraljično. No, več o eni izmed najbolj znanih francoskih sag pa nam bo povedal založnik, urednik in prevajalec Izar Lunaček, pa tudi stripar in filozof, s katerim se bo pogovarjala na terenu naša Pija. Lepo pozdravljena oba. Ja, lep pozdrav tudi vama v studiu Figovec. Takole, ne samo, da je Stripolis zavod, založba, nahajam se v striparni Stripolis trenutno, zdaj le na Poljanski, tukaj v neposredni bližini gimnazije Poljane, ja, in Izar je tukaj že z mano. Rada bi samo to popravila. Graščina je namreč izšla že lani, ko je zavod Stripolis prestopil tudi na založniško oziroma sozaložniško področje in danes bova govorila pravzaprav o že drugem stripu, ki pa se imenuje Poldan. Tako, tale je Zlati časi, tale pa Poldan, tale je prav sveža, se še vidi, še noben ni dobil v roke. Ampak še preden spregovoriva o Graščini, vidim, Izar, da si malce podaljšal svoj odprti atelje. A mogoče malo poveš, kako pravzaprav si ga zasnoval? To pomeni, da ves čas ustvarjaš, medtem ko ljudje prihajajo noter, kako se to razlikuje od sicer striparne? Ja, pravzaprav jaz tako tukaj ves čas ustvarjam, medtem ko ljudje prihajajo, ampak odprti atelje je pa en koncept od Ministrstva za kulturo, ko naj bi stremel k temu, da ljudje svoje delovne prostore odprejo in potem ti tudi z nekimi financami to omogočajo. Sem rekel, jaz sem že tako svoj delovni prostor odprt, gremo pač provat pridobiti če malo sredstva za striparne z tega in finta pa, da moraš zraven še razstavo narediti. No? In potem sem se spomnil, da je točno 20 let, bilo zdaj jesen, odkar sem svoj prvi album izdal, ko je bilo leta 2000 in sem naredil tako malo retrospektivno razstavo. Klej te štriki, ko jih vidite naokrog, ki pač potem, ne vem, gor so te moji miniji, ko so jih pred 20 leti izhajali v Slovenskih novicah, potem sem prosil razne te kolege, druge striparje, da so narisali risbice, kaj ene take omaže temu, kar jaz delam, jaz sem pa njim naredil omaže na njihovo delo in pol zdaj vse to se kle meša in potem so eni moji originali ukvirjeni, razstavljeni, ki se jih da kupiti in tako in je pač cel mesec v tem stilu. Da se pa seveda tudi noter priti, pa ne vem, gledati, kako jaz delam, me prositi, da kaj narišem, me prositi, da kakšno knjigo porišem, tako. Ja, sliši se super, a potem tudi ljudem predstaviš malo svoje delo, če pridejo not, pa mislim, so ljudje sploh že prihajali, zdaj je bilo malo tako dosti zaprto, so verjetno lahko po en prihajali. Ja, en pa po en. Jaz sem hotel imeti prav vodstva, pa tako, da bi tudi pelil predvsem kakšne, ne vem, oblikovne šole, pa vrtce, pa Poljane sem hotel povabiti, pa tako, ampak se zdaj ni dal, tako da so bolj en pa po en prihajali. Ja, pa sem vsak mu malo razložil, pa en kaj narisal, pa en kaj prodal, tako. Ja, tukaj se ravno super vidi, kako je tvoja risba se spreminjala skozi čas od minijev, ki so res take črne, humoristične packe, pa potem do tistih totalnih detajlov. Recimo te race si še risal zelo, se mi zdi, da detajlno, do tega zdaj očitnega vpliva francoskega novega vala in barv, ki se zadnje čase mešajo vate. Daj povej, je tudi stripovska scena dovolj odprta oziroma je slovenska družba dovolj odprta zato, da se originali uspejo prodati? Ja, nekaj časa je bilo, mislim, zdaj jih nisem prav veliko prodal v tej rundi, ampak en čas, ko smo potem vsak leto po te festivalu Tinta imeli te dražbe stripovskih originalov, so bile v bistvu blazno luštne, smo potem prodali, ne vem, tam tako za par jurjev recimo teh originalov, pa smo pa razdelili med avtorje, pa tako, ampak se vidi, da ni toliko ljudi, ko bi kopali. Smo recimo 2 leti zapored izvedeli to dražbo, pol na tretji pa že ni bilo interesa, ampak zdaj pa že 5 let nismo imeli te dražbe, pa mogoče če bi jo spet naredili, bi bilo. Ja. No, zakaj pa ne, zdaj, ko se stvari odpirajo, mogoče možnost tudi za kaj takega. Moram te tudi povprašati, videla sem na Facebooku, da si obesil tudi sliko svojega sina.
Je že šla kaj v promet? Ne, te čačke za 20 evrov seveda ni noben kupil, ampak tako se mi zdelo lepo, glede na to, da smo pač vsi smo risali pač drugega in potem sem našel to slikco od Cinko, tako enkrat rekel, lej, oči, to je pa zate, in je mene narisal dosti, kot jaz samega sebe narišem v blogu s tem velikim nosom pa ščikom v ustih, pa tako se mi zdelo ful smešen in sem pol še to njegovo slikco gor obesil. Jaz pa tako njega ful rišem v blogu in sem pol to dvoje skombiniral in je bil lušen. No, mogoče čakamo tudi kak crossover drug z drugim v blogu. Mogoče, mislim, oni res ogromno rišejo. Zdaj jih je šel v prvi razred in so 3 sošolci, ki skozi sam rišejo in drugega dopolnjujejo. In tako vse so v bistvu že ena taka mala strip ekipa, da je čisto dobro. No, super. Evo, čez kakih 20 let smo pripravljeni na novo generacijo. Dobro, da pa nam ne bo zmanjkalo časa, mogoče spregovoriva kaj o graščini, vendarle je veliko za povedati o graščini. Nam mogoče za začetek malo tako predstaviš, v bistvu gre za zelo pomembno sago v Franciji. Kako je sploh prišlo do tega, da so se vsa ta znana imena, da so se združila? Ja, finta je, da je nekako skozi 90-ta se je ta francoski novi val malo vzpostavljal. Se pravi, francoski novi val je nekako bil drugačen od tega, da je začel s to blazno bolj sproščeno risbo, kot drugače ni bila prav in v Franciji in s temi ful bolj avtorskimi temami. Malo so se zgledovali po ameriškem undergroundu. Hoteli so delati črno-bele stripe, recimo pa stripe v drugih formatih, v manjših, kot je bilo navajeno v Franciji. In potem so čez 90-ta to delali in so bila ena taka zelo underground založba, je bila Association, ko je to počel. Nekaj tazga, recimo, kot pri nas Stripburger, tudi sta bila zelo povezana, recimo Stripburger pa oni. Pol je pa na lepem okrog leta 2000 je pa ratalo to v Franciji že toliko in pa toliko enih nagrad so dobile od L'Associationa produkcije, pa hkrati je prišlo ven par takih res velikih hitov, recimo Persepolis je bil tak L'Associationov hit, ko jih je tako s njim je svetovno slavo naredil, da so jih začele velike že vzpostavljene založbe k sebi vabiti. In potem so na lepem te isti avtori začeli delati ravno te A4 format barvne stripe, ki so se jim upirali in en produkt tega je bil Graščina. Ampak hkrati so pa noter nekako uspeli upeljati pa ta svoj avtorski izraz, pa to asociativno pisanje tako odpuljeno in pol sta pravzaprav Sfar pa Trondheim, ko sta bili takrat največji imena tega novega stripa, sta skupaj začela to pisati in potem vedno bolj vključevati še vse ostale iz tega novovalovskega sveta, ko sta jim dala pol zarisati. Tako da je bil to njihov nek taka mainstream izložba za te pravzaprav malo indie avtorje ratala ta Graščina. Hkrati pa ful zanimiva, neverjetna saga, ko se dogaja na 5 časovnih ravneh naenkrat, ker neka taka bolj sproščena vojna zvezd. Ja, z malo drugačnimi protagonisti, tudi ne nazadnje Racman Herbert, pa njegov najboljši prijatelj Zmaj z okostjem na glavi, zelo pisana druščina. Zdaj, v zlatih časih smo nekako uspeli jih spoznati. To je strip, ki je izšel torej lani, je bil v bistvu ta prva založniška poteza zavoda Stripolis. Kako to, da si v bistvu, ko si se odločil, da bo Stripolis postal tudi založba, kako da si se odločil ravno za zlate čase? Ja, pravzaprav je bila finta v tem, jaz sem bolj razmišljal, da če morda šli v založniško dejavnost, da bomo mogoče bolj stvarjal malega vampirja ali pa kaj tazga izdal, ampak potem zaradi tega, ker se je prav napovedal Trondheim, da bo prišel na obisk, sem se pa jaz tam zelo prizadeval, da bi, ne vem, nekaj v Trondheima šlo, nekaj sem se tudi s Stripburgerjem pogovarjal, da bi dal njegove dnevnike ven pa tako, ampak pokoj noben nič ni zares hotel od njega izdati, čeprav je največji francoski avtor zadnjih dekad, sem rekel, daj gremo pa mi neki, in pol sem se zmenil založbo Grafit, nisem hotel čisto solo zadevo, ker bi moralo ogromno enega denarja sami založiti, ko ga nismo imeli. In smo se pa zmerili, pa še zanimivi se mi vedno zdijo te crossoverji. In založba Grafit je čist drugačna od nas, se pravi, ima res ta klasičen mainstream, se pravi Asterix, Lucky Luke, take res te trdne, že pol stoletja stare klasike. In se mi je zazdel pa zanimiv, ker so oni tudi pred časom neki do mene prišli z zanimivimi možnostmi sodelovanja in se mi zdela to taka ful zanimiva, spet crossover zadeva. Tako kot je bila Graščina v Franciji, srečanje enega indie pa komercialnega sveta, se mi je zdelo, da bo tukaj tudi to zanimiv, se mi je zdelo zelo primeren projekt, da ga skupaj delamo z Grafitom. In sem potem rekel, super, gremo probati to. In pa je bila v bistvu njihova ideja, da se štartamo z zlatimi časi, ko da več niso bili moji najljubši del sage. Ampak je pa to ena zadeva, ko so tudi v Ameriki recimo so s tem začeli, zaradi tega, ker zlati časi so sicer razmeroma pozen nastajajo v tem osnovnem delu sage, tej osnovni časovnici, ker je Graščina na vrhuncu, pa ker sta prijatelja Herbert pa Marvin, pa tako preden se pol skregata. In sta
to pravzaprav stvar Patrontkam, ki je bila že zelo velika ta saga v Franciji, so jo prosili, če bi za francosko televizijo eno risanko naredila. In sta rekla, to se toliko dogaja v tej sagi, pa na vseh koncih, da to bo čist preveč kompleksna risanka, greva narediti nekaj v enem statičnem delu, tako majčkam bolj za otroke, malo bolj zabavno, zaključene zgodbe, ki se vedno vrnejo na izhodišče, in sta napisali te scenarije, pa se pa ta risanka nikoli ni zgodila in so začeli delati to spin-off serijo, ko je lih zato je naslov Zlati časi. No? Zato, ker je skozi vračanje v en statičen del sage, ker je bilo še vse mirno in zabavno in preden so se vse te čudne in bizarne stvari zgodile, ko se pol zgodijo. No, o tem, kako pa se je potem iz Zlatih časov spremenila graščina v poldan, oziroma kaj se v poldan dogaja, se pravi o tem novem stripu, pa izveste več po oglasih. Ostanite z nami. Lepo pozdravljeni nazaj, danes z Izarjem Lunačkom, lastnikom striparne Stripolis, pa tudi vodjem založbe Stripolis. Govoriva o novem izdanem stripu graščine, in sicer gre za del Poldan, o katerem še nisva prav veliko spregovorila. Prej ste malce izvedeli, kaj se je dogajalo v Zlatih časih, no zdaj pa se ta francoska saga nadaljuje, in sicer z poldnevom. Kako se poldan v bistvu razlikuje od Zlatih časov? Zdaj smo potovali nazaj v čas. Ja, pravzaprav celotni Zlati časi se dogajajo med prvim in drugim poglavjem Poldneva. Poldne je bila osnovna saga, ko je najprej nastala. Mislim, da najprej sta napisali prvo pa drugo poglavje te knjige, tako da to je čisti začetek. Potem sta pa razširila sago, kakor tukaj vidimo še, ne vem, na nekaj, kar se dogaja 50 let pozneje, ker je hotel še Svar malo risati, pa nekaj, kar se dogaja 50 let prej, ker je hotel še Blaine malo risati, pa tako. In pomalce so oponašali Vojno zvezd s temi prikoli pa sikoli pa vse to. Zdaj si že drugič omenil Vojno zvezd, so tudi oni dejansko rekli, da ima to kaj veze z Vojno zvezd. Ja, prav, ko sta to razširila, sta rekla, to so te Lukasove sanje, ker to so v bistvu delali še preden je dejansko Lukas naredil prikol pa sikol, ampak je skozi govoril o tem, da ful vidi to svojo osnovno sago kot del ene te 9-delne trilogije, ne? In pol so se ful na to, ampak meni se zdi, da mi je ful boljši ratal kot Lukasu, kar se meni tiče, ful je boljši tip tega. In potem, ko se je to širilo, veš, pa so oni delali tako mal 50 let pozneje, ko so vsi stari pa že resignirani, pa mal 50 let prej, ko je Graščak še mlad in idealističen, in potem je to vse skozi vplivalo, ker so delali v vseh časovnicah naenkrat, kaj se je dogajalo v eni. In je zadeva ratvala blazno bolj kompleksna, tako da na koncu, ko prebereš na vseh teh ravneh, tako vidiš, da to, ne vem, da redka kera druga knjiga, razen kakšnih, ne vem, teh klasikov, je žele človeška komedija od Balzaka ali pa kaj tasga, da lahko toliko pove, ker je toliko epska, ne vem, tako o staranju, o oblasti, o tem, kaj se dogaja s prijateljstvi ali pa z ljubeznijo skozi čas. Tako na koncu rata nekaj neverjetno lepega, če se ne bi mogla ena knjiga nikoli povedati. No? Ampak vidite, da ta Poldne je pa res, je pa ta osnovna zadeva, s katero se je vse začelo. Se pravi, tukaj stoji ta graščina, ima ta svoj bizarni poslovni model, da pustolovci hodijo noter pobijati pošasti pa iskati zaklade, večina jih v graščini pomre in pač Graščakov obdrži njihove zaklade in skratka en tak igralniški sistem. Vsake časa gre nekdo ven z lepim majhnim zakladkom, da dobijo dober PR in to je to. Ne? In njegova glavna pomočnika sta pa pač, mislim, zares glavni pomočnik je seveda Zmaj Marvin, ki je res mogočen bojevnik, ki ga nazaj držijo samo njegova zelo stroga verska načela. Njegov pač res ta pomočnik, ko pa sam težave dela, je pa Razmar Herbert. Ne? Prej sem te že malo vprašala, ampak te moram zdaj še enkrat, tamle od zadaj mogoče vidite zgoraj tudi eno raco, ki je iz tvojega stripa Metamorfoze antropomorfike, pa recimo zelo znanje, predvsem Karl Barksov Racmanjaka. Velik je enih teh rac. Ne? Kaj imate striparji z racami? Je to kaj enostavno narisati ali je kaj drugega na tem? Je zanimivo, če poznaš tisto znano slikco, ko se moraš sprašvati, a je to raca ali zajc, ne? Je nekaj taka, ki jo lahko iz dveh strani bereš, da se zajče všesa berejo, kot račji klun. Ne? In nasplošno tako te race, pa zajci, pa miši, to so neke te živali, ki nastopajo v stripih, ki so malo smešne. Ne? Stripi niso plat za neke leve, pa orle, pa volkove, pa neke te mogočne živali, ampak za neke te mejhne, ki pol neke štose zganjajo. No? Pa raca že itak, že tam, ko hod po kopnem, zgleda, kaj je Charlie Chaplin, ne? Kot
racana okrog, pač komična žival je raca. Glaša se smešen, vse je smešen na raci. Ne? Še nečemo tako, to ima neka časopisna raca ali pa kaj da zga. Mislim, tako vse je pač hecen, ne? In se tudi vidiš, ko so risanke začele, ne? Prva pač ta animirana žival je bila recimo pač ena prvih je bila Miki Miška, se pravi spet neka mehna, nagajiva motna v sistemu, ko neki dreza. Ne? In zelo malo za njo je nastal rac manjaka, ko je pač tudi smešen. Tako da, ko smo pa Trondheima vprašali, on je rekel, da daleč največ riše race pa zajce, ne? Zato smo bili lani tudi njemu omaž pijani zajci. In je rekel, da mogoče mu pa tukaj veze, da riše živali, ko jih zelo rad je. Ker se danes sliši, ampak Francozi jejo rac pa zajcev skoraj več kot perutnine pa govedine, tako da ja. Ampak a je v graščini kak zajec? Ja, veš, da se pojavil, potem pozneje v tej pozni sagi je pravzaprav glavni junak zajec. Ker finta je, da recimo ta osnovna saga in Zlati časi in Poldne se nekako berejo tako, kot da bi bil en tak zelo resen ta fantazijski gigovski Dungeons and Dragons svet, ko ima svoja pravila, kaj smeš, če se zelo kompleksno, zelo vse tako resnobno, zmajsko, tako, ne, čuvarji in vse tako. In potem uleti noter ta raca, ki je pa kar mal tak zastopnik enega sodobnega sveta, kot da bi bil to pa igralec te igrice, ko se skozi mal... Zajc, misliš? Mislim, ne, ta Racman, ne? Racman Herbert skoč noter in pol, kaj pa ne zdaj, kaj ne pa s tem, to je pa mal hecen, ne, skratka, kaj en tak sodobni opazovalec tega sveta je. In potem, ko sta delala pa to pozno sago, ne, ko jo bomo izdali jesen verjetno, Somrak, tam je pa lih štos v tem, da tako je bil najbolj zunanji junak, pa najbolj hecen, postane nek tak Darth Vader, skratka, postane nek tak temačni vladar graščine, ki drži svet primer in tako, in pa sta rabila enega drugega, tazga komičnega lika in takrat pol en zajc začne naokrog hoditi. No, pa smo prišli do zajca. Zdi se mi, da je ta graščina Zlati časi doživela kar dobro sprejetje med bralci. Si tudi ti dobil tak občutek? Ja, ful sem bil vesel. Mislim, meni se že tako zdelo, da je to ena krasna stvar, pa tudi bral sem jo s svojimi otroki, pa tako pa mi je bilo ful všeč. Ampak ful je lepo, tako da smo dejansko v pol leta razprodali celo to prvo zalogo. Kot sicer roka ni bila nekaj ogromna, ne bilo nekih 500 komadov, ampak še vedno, tako da smo zdaj že v ponatisu. Mislim, tako za slovenske razmere za strip ful lep sprejem. In tudi zdaj mi je bilo noro všeč, ko sem mu dal ta poldan ven, so me takoj ljudje začeli klicati, takoj začeli prihajati, so rekli, veste, kako je to pričakovan strip. Mi že 6-krat smo prebrali ta prvega, komi smo čakali na tega. Tako da ful lepo. Mislim, že če pride 10 ljudi do tebe, pa ti reče nekaj tazga, veš, da nekaj dobrega se dogaja. Ja. Pa si ti res zdi, da je otroški strip, jaz moram reči, da sem se super zabavala med tem, ko sem ga brala, mogoče sicer zaradi bolj dadaističnega smisla za humor, no, ampak se mi zdi, da ni prav za res mlade, no. Ne, mislim, zanimiva je graščina, vem, da v Franciji takrat, ko je izhajala, da je bilo daleč največje bralstvo je bilo tam med 12 pa 15 let. Se pravi, ti mladi najstniki so ful uživali v tem. In pa sem tudi zdaj na netu, ko so te forumi, pa so ti ljudje zdaj že odrasli, ne, in še vedno uživajo v graščini, vem, da razlaga, joj, z bratom sva skozi vse fore, sva znala na pamet, ko sva bila stara 12 pa 14 pa tako, ne. Tako da takrat so ful, ampak očitno deluje pa tudi na otroke, ker sva pa mi to ful brala, pač s Tamalim, odkar je bil star 5 let. Pa mu je bilo ful zanimiv. Ne? Tako da je res taka nablazna enih nivojih deluje, medtem, ker jaz sem pa pač to bral, ne vem, pri 35 pa sem dobro užival. Tako da pravzaprav je to res en tak klasičen, tak res družinski all ages strip, čeprav ima noter ogromen enih pač čudnih zadev in enega klanja in enih eksplozij, ampak nekako je kar lep in deluje na vseh ravneh. Boste pa videli, da pa ko se razvija, ne, pa ko pridemo, recimo ta Somrak je recimo še veliko bolj temačen. Ne, in potem ta predzgodba s tem, kako je pa graščak ratu graščak, to je pa sploh, da bi gledal nek Breaking Bad. je pa kar heavy in vmes so neki deli, ki absolutno niso primerni za otroke. Ok, si bomo zapisali za kasnej. Ti si verjetno prebral vse stripe že v francoščini. Prvega si tudi prevajal, kako to, da si se odločil, da drugega ne boš? Ja, zato, ker nasplošno sem zdaj zadnja leta, mogoče lik zaradi tega, ker sem bil zelo dolg časa tak strašen soler in sem vse hotel sam delati, sem zdaj zadnja leta ratov blazno sodelovalen in hočem čim več ljudi povabiti. In zato mi je bilo tudi zanimivo, da smo delali to z založbo Grafit, da sodelujemo z drugimi organizacijami pri tem. Skratka, vse mi je ful to zanimiv. In potem sem tudi hotel, da bi tukaj sodelovala z Ano Barič Moder, ko smo pač že leta in leta se poznava, ful mi je ona všeč kot prevajalka, prevaja super humorne avtorje, tako Kurta Vonneguta, Roald
dala, Raimonda Quenoa je prevajala, ko je tudi smešen avtor in ko ima tudi neko posebno navezo ravno z tem francoskim novim valom. In potem se mi zdela, da bo ona res idealna izbira za to. In mislim, da se tudi ful zabavala. Sam se je pa pač tudi dejansko videl to, da je prevajanje stripa nekaj drugega kot prevajanje literature. Sploh ta strip, ki je zelo dialoški, ne, praktično. A sploh je kaj pripovedovalca? Občasno, ker ima Sfar to rad, se zgodi to, da dobimo en tak off glas, ko malo propoveduje, ampak ful redko. Večinoma so dialogi. Kje pa je graščina že v originalu izhajala takole v takih albumih? Ali je šlo za, ne vem, mogoče bolj manjše v poglavjih narejene albumčke? Ja, seveda, ker je to pač francoska scena, je to pač izhajalo v najbolj klasični obliki francoskega albuma, se pravi v A4 format 50 stranskih, zgleda kot Asterix, res zgleda kot Asterix. In zdaj je finta, da že Američani so recimo to predelali v ta svoj manjši format, pa dali več stvari skupaj. Podoben temu, ampak še manjši, pa mehko vezan, pa tanjši. Skratka, vsi so hoteli dati nekaj tazga, ker bi njihovi publiki signalizirali, zakaj gre. Zaradi tega, ker pri nas, če izdaš ti A4 50-stransko zadevo, bojo vsi rekli, to je slikanica, to je za otroke. Že Asterixa, recimo, imam težavo prodati otrokom nad 8 let, ker pravijo, da je to za dojenčke. Ne? Ampak zaradi formata. Ne? In tukaj sem pa jaz vedel, kakšen tip stripa je to, da to ni strip za otroke pod 8 let prvenstveno. In sem zaradi tega prav zanalašč tako zapakiral, da zgleda kot nek Harry Potter skoraj. Skratka, da bi nekdo, ki bere neke fantazijske stvari, da bo vedel, da je to zanga. Tako da smo dali po 5 tistih albumov v eno knjigo, pa pomanjšali in se mi zdi, da je ful primeren format za Slovenijo. No? No, ker nam bo zmanjkalo časa, mogoče samo še napoved praviš, da bo tudi javna predstavitev tega stripa? Ja, lani smo delali, sva se ravno midva pogovarjala pred mestno hišo, je bila to ta graščina pred mestno hišo, mislim, da je bila ravno 18. junija ali nekaj takega, takrat, ko se je končno odprl po pomladanski tej epidemiji in bom letos tudi probojal približno isti datum, tam okrog 10. 15. junija, spet narediti graščino pred mestno hišo, samo da bomo tokrat še pomnožili, tako da bo naslov graščina in sardina pred mestno hišo, ker bomo istočasno izdali še sardino v vesolju. Se pravi, se nadejamo še enega prevoda iz francoščine v slovenščino, ne nazadnje Francija vendarle je meka stripa. Izar, najlepša hvala za tale pogovor, se že veselim, da vzamem graščino tudi v roke in pa seveda vabljeni tudi gledalci, da mogoče graščino vzamete v roke tudi vi, na voljo je tudi tukaj v striparni na Poljanski cesti, kjer, kot vidite, imate tudi na voljo prijaznega prodajalca, ki vam zagotovo lahko kaj svetuje. Izar, najlepša hvala še enkrat. Hvala, Pija. Hvala za povedal. Tako, vi pa le ostanite z nami, kajti po oglasih nismo še končali, ampak se vračamo nazaj v studio Figovec.